Dobar večer. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Starša govorila sta, če bo šla od tod, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh. Za Slovenijo živim, njen me vodi tok, v čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, lepo vas je spet videti. Nuši Delenda je pripadal prvi pozdrav novi prekrasni dvorani. Midva sva Maja Belak in Saša Jerkovič in bova nocoj vaša gostitelja. Tokrat smo se zbrali četrtič, da nagradimo športne junake in junakinje. Posebej pa smo veseli, da imamo, tako kot leta 2016, to čas, da imamo prste vmes, če lahko tako rečem, pri tej novi čudoviti dvorani. Pred nama in vami, cenjeni športniki, je bil v tej dvorani zgolj predsednik države, potem pa smo takoj na vrsti mi, tako da v izjemno čast nam je, spoštovani gospod župan, da smo lahko v tem krasnem športnem objektu. Nekaj težav je bilo, zato prireditev prvič ne decembra, ampak januarja, ampak bodite brez skrbi, tudi januarja se bomo imeli zelo lepo. Pri letošnjem izboru 2019, tako kot pri vseh ostalih, smo imeli kar veliko težav, da smo izbrali najboljše. Konkurenca je res imenitna, imamo, kar poslušajte, olimpijce, evropske prvake, zmagovalke in zmagovalce svetovnih pokalov, državne reprezentante in celo vrsto klubov in društev v vseh 7 občinah, ki uspešno tekmujejo tako na lokalni kot državni ravni.
Prav je, da na začetku povem, da smo tudi tokrat izbirali in izbrali na 3 načine. Z glasovanjem v Savinjskih novicah in na naši spletni strani. Odločilni pa so bili glasovi članov komisije vseh 7 občin, ki so jih imenovali župani in župani. Ni jim bilo lahko. No, prepričani smo, da so izbrali pošteno in da bodo domov lepe pokale odnesli res najboljši. Prav je tudi, da se v imenu organizacijskega odbora, ki ga tradicionalno vodi moj cenjeni kolega Ivo Milovanović, zahvalimo vsem vodstvom občin in seveda našim pokroviteljem, ki so prispevali pomemben delež denarja za izpeljavo te prireditve. No pa kar začnimo. Kdo ima prvo besedo? Seveda naš gostitelj, župan Ciril Rosc, ki je zagotovo eden najbolj zaslužnih, da imajo danes Luče tale res nov čudovit objekt. Spoštovani, v imenu občine Luče in v svojem imenu prisrčno pozdravljam vse športnike, številne goste, organizatorje, novinarje, nastopajoče ter vse vas, ki ste nocoj tukaj v Lučah skupaj z nami. Izjemno smo ponosni in veseli, da lahko Lučani v tej novi čudoviti športni dvorani gostimo tradicionalno prireditev izbora najboljših športnikov Zgornje Savinjske doline. Šport ima namreč v Lučah že dolgo domovinsko pravico. Prvi olimpijec naših lučkih korenin je bil Oto Pustoslemšek z Koroške, ki je že pred 56 leti nastopil na zimski olimpijadi v Innsbrucku. Na začetku stoletja, pred slabimi 20 leti, je domačin Boštjan Pahovnik osvojil evropski pokal med mladimi gorskimi kolesarji. Naši sta alpski smučarki Mateja in Tina Robnik. Zadnje leta se v Lučah igra tudi vrhunski namizni tenis. Da ne omenjamo šolarjev, ki že desetletje in več posegajo po najvišjih državnih naslovih v smučanju in tudi ekipnih športih. Pred desetletjem smo s proračunskimi sredstvi in s pomočjo zagnanih domačinov le dober kilometer iz centra Luč zgradili manjše smučišče z nizkovrno leščnico, umetnim zasneževanjem in razsvetljenim smučiščem, tudi za nočno smuko, ki vsa ta leta, kot tudi letos, domačinom in obiskovalcem, mladim in starim, nudi smučarske užitke navkljub globalnemu segrevanju in na relativno nizki nadmorski višini. Da smo športna občina, dokazujemo tudi z izvedbo zimskih in letnih olimpijad med občinskimi zaselki, na katerih z izjemno udeležbo nastopa staro in mlado iz celotne občine. Korona vsega pa je ta nova športna dvorana, ki bo vsem športnikom po duši, mladim in starim, tako domačinom kot tudi obiskovalcem, nudila številne športne užitke. Le aktivirati se moramo, za kar pa se ne bojim. Zahvaljujem se vsem organizatorjem in nastopajočim na nocojšnji prireditvi ter že naprej čestitam športnikom, ki boste nocoj prijeli zaslužena priznanja. Naj zaključim željo, da se še velikokrat srečamo v tej športni dvorani. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan. Prosim trenutno koordinatorko županu Zgornje Savinjsko, gospod Katarino Prelesnik, sicer županjo Solčave, za nagovor. Spoštovane športnice in športniki, spoštovani gospod Ivo Milovanović, vodja prireditve športnika leta Zgornje Savinjske doline, spoštovani kolegi župani, županja, spoštovani gostje. Zakorakali smo v novo leto 2020 in zakorakali smo v povsem novo športno dvorano v Lučah. Priznam, občutek je izjemen in v športnem duhu vam iskreno čestitam ob tako pomembni pridobitvi. Zgraditi tako velik in pomemben objekt za ljudi v kraju in ga umestiti v skopo odmerjen prostor, ki ga omogoča strnjeno naselje v središču vasi, je resnično velik zalogaj. Moje čestitke v prvi vrsti veljajo županu Cirilu Roscu z vsemi sodelavci, organizacijam in posameznikom, ki so kakorkoli pri tem sodelovali. Vedno bolj se zavedamo, da šport združuje, prispeva k sožitju, omogoča in spodbuja prijateljstvo in presega mnoga nasprotja.
V imenu vseh županov se zahvaljujem gospodu Milovanoviču, da je dal pobudo za to prireditev, da nas je združil in s svojimi sodelavci postavil temelje za prireditev Najšportnik leta. Hvala članom strokovne komisije, ki spremljajo naše športnike. Ob zaključku leta niste imeli lahkega dela. Dragi športniki, drage športnice, tudi v letu 2019 ste dosegali odmevne, odlične rezultate. Prav je, da posebno pozornost danes posvetimo vam, da vam izrečemo priznanje, da se skupaj poveselimo ob vaših dosežkih in se vam zahvalimo, ker svojim delom na najlepši možni način predstavljate naše lokalne skupnosti in Zgornjo Savinjsko dolino. Še enkrat hvala za uspehe, s katerimi ste nas med letom večkrat razveselili. Hvala, da nas uspešno predstavljate tudi izven naših meja. Ne izgubite poguma, kadar vam je težko, mi pa se bomo potrudili in vas podprli tudi takrat, ko ne bo šlo vse po načrtih. Najboljši so tisti, ki poraza ne jemljejo kot konec sveta, pač pa jim to vliva moč in energijo za še boljše delo, za vrhunske rezultate. Vztrajnost, samozavest in zavest, da trdo delo prinaša rezultate, naj vas spremljajo tudi v olimpijskem letu 2020. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in hvala. Hvala, gospa županja. Prireditelji smo si zastavili tudi nalogo, da se na vsaki prireditvi predstavijo tudi domači glasbeniki. Zdaj se bodo predstavili člani priznanega okteta Žetev pod vodstvom Katje Gruber. Sijajo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot makov svet, kot smedek let, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav bom videl in Bled. Šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje, spet bom spet. Vabi zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje. Vabi me sončna Dolenjska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot smedek let, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se
Ja, res izvrstni pevci in zaslužili so si aplavz, ampak brez skrbi, še se bodo pojavili, še bodo peli na tem odru. Ampak zdaj je vendarle čas, da začnemo z razglasitvami. Naj samo dodam, da smo letos oziroma lani, če sem natančen, dobili neverjetno število glasovnic, rekordno število glasovnic, več kot lani in skupaj več kot 1000. Najprej bodo prejeli priznanja tisti, ki so jih predlagali člani komisije. Gre za posebne dosežke, na oder pa vabim županjo Rečice ob Savinji, Nušo Rebernik. Letos bomo podelili 3 priznanja za posebne dosežke. Na oder vabim Bernardo Čeplak Poznič, Erika Rosensteina in Miho Sušnika. Bernarda in Erik sta naša stara znanca, tudi lanska nagrajenca, Miha pa je novinec, tukaj na kratko o vseh 3. Prvo izpostavljamo gospo Bernardo Čeplak Poznič. Je izredna tekačica na dolge proge, teče praktično vsak dan, za njo leta sploh niso pomembna, uspehov v letu 2019 ni manjkalo. Prvo mesto na Kraškem maratonu, prvakinja med veterankami na 10 km, zmagovalka maratona Savinja, ponosna je na osebni rekord na maratonu, pozor, 3 ure, 16 minut in 34 sekund in še bi lahko naštevali uvrstitve na stopničke za zmagovalce. Iskrene čestitke. Ne bo zeblo, kapa je topla. Kdo je Erik Rosenstein? Poznate, kaj ne da? Ampak gremo po vrsti. Aha, aplavz, tako. Erik Rosenstein je svetovni prvak v 12-urnem kronometru v kategoriji 40 do 49 let in svetovni podprvak v absolutni konkurenci. Erik je na cesti kot riba v vodi, saj je diplomirani inženir tehnologije prometa. Najbrž pomaga. Sicer pa velja za pravega športnika, ki se nikdar ne utrudi. V letu 2019 je spet, že 3. postal evropski prvak v ultrakolesarjenju. Zmagal je tudi na slovenski ultradirki in seveda na številnih drugih rekreativnih preizkušnjah. Iskrene čestitke! Naš 3. nagrajenec za posebne dosežke je novinec med nagrajenci. To je Miha Sušnik. Verjeli ali ne, Miha Sušnik se s trenerskim delom, ta 30-letni mladenič, ukvarja šele 6 let. Ampak, sedaj pa prisluhnite. Člani smučarsko-skakalnega kluba Ljubno BTC so pod njegovo taktirko osvojili kar 17 posamičnih državnih naslovov v različnih kategorijah, 19 ekipnih državnih naslovov, v njegovem delovnem pregledu uspehov pa je tukaj še 24 drugih mest in 17 tretjih na državni ravni. Bravo in čestitke! Da vas ne bo zeblo. Pa smo podelili prva priznanja. Zdaj pa imam čast predstaviti pevski zbor, ki navdušuje na vseh prireditvah. To je združen mladinski pevski zbor osnovnih šol Ljubno in osnovne šole Blaža Arniča iz Luč.
Dirigent je neumorni, vedno domiselni Mitja Venišnik. Zbor pa na klavirju spremlja Toni Acman. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Hvala mladim pevcem, pa smo že pri drugi proglasitvi. Podelili bomo priznanja najboljšim 3 ekipam. Prosim župana Gornjega Grada Antona Špeha, da pride na oder. Hkrati vabim, da se mi na odru pridružijo predstavniki namizno-teniškega kluba Savinja iz Luč, smučarsko-skakalnega kluba BTC in ženskega odbojkarskega kluba Mozirje. Ja, vzdušje v dvorani je vse bolj športno, slišali smo prve vzklike. Naj vam ne bo nerodno, če so kateri izmed njih tudi vaši. Kar pogumno jih spodbujajte. Najprej za 3. mesto. To so osvojile odbojkarice kluba iz Mozirja. Dekleta uspešno nastopajo v prvi B odbojkarski ligi. V sezoni 2018-2019 so osvojila odlično 6. mesto, v pokalnem tekmovanju so bile 9., pohvalijo pa se lahko z lepimi uspehi tudi v mlajših kategorijah. Še šopek. In zdaj že veste, temperature niso visoke, tukaj še kapa. Katera ekipa je osvojila 2. mesto? Skakalci iz Ljubnega, z izjemnimi posamezniki v vseh kategorijah. S fantastičnimi nastopi so si priborili spoštljivo 2. mesto med slovenskimi skakalnimi klubi. Ponosni so na zmage na državnem prvenstvu med člani ter v kategorijah do 18 in 20 let. Lahko še enkrat. Prvo mesto pa so tokrat pridobili člani namizno-teniškega kluba Savinja iz Luč. Člani so edini prvoligaši iz Zgornje Savinjske. V zahtevni prvoligaški konkurenci so v sezoni 2019 osvojili visoko 7. mesto v državnem prvenstvu, posebej pa so ponosni na 2. mesto v pokalnem tekmovanju, kar je največji uspeh doslej v zgodovini kluba. Čestitke najboljšim ekipam za leto 2019. V odlični formi pa je nocoj tudi naša osrednja glasbena gostja, Nuša Derenda, tudi slovenska reprezentantka med glasbeniki in udeleženka Eurosonga. Kar med naju, Nuša. Nuša, stopiš malo na njeno stran. Ne vem, če veste, Nuša, ampak na svoji desni strani imate pevko, nekoč je sodelovala v ansamblu, in če samo 2-krat lahko ugibate, katera je njena najljubša pevka. Ne vem. Ne veste? A lahko zapoješ en kratek vers, ki ti je pri srcu? Bomo skupaj. Ja, lahko. Kakorkoli, obožuje vas in zelo je vesela, da ste v naši družbi. Hvala, Maja. Nuša je pred časom dopolnila 32 let, izgleda pa, kot da jih ima 22. Moja Iskrene sošolka. čestitke. Hvala lepa. To sem povedal tudi zato, ker ste velika ljubiteljica športa, zelo rada se ukvarjate s športom, kaj ne da? Ja, skrbim za to, za fizično kondicijo, seveda glasovno tudi moram, ampak jaz mislim, da je to tudi povezano, ne. Tako da ja, nikoli se nisem resno ukvarjala s kakim športom, ampak imam nasplošno rada šport. Ste pa bili, kaj telovadka ste bili v mladih letih? Ja, rada sem, ja, od takrat mi je še vedno ostalo, da rada kolo naredim, pa recimo v vodo skočim salto še nazaj, pa tako da, ja. Je pomembno za
za pevca, da ima dobro telesno pripravo. Vidimo Mika Jaggerja pri kolikih, 80 letih, ne, kako teče po tem odru. Pomembno je, da ste dobro pripravljeni. Ja, vsekakor. Tako da res to mi veliko pomeni, tako da 2 do 3 na teden grem na fitness in vadim z voditeljem, osebnim trenerjem, tako da sem res pri močeh. No. Sicer pa drugače pa na odru moram v teh petah skakati, ne, to ni najboljše. Vedno bolj pogosto se sezujem, ker je lažje pet. Prvo priložnost, da se sezuje, bo imela Nuša že zdaj. Okay. No ja, ne, zdaj ne bom. Sam za eno skladbo ni treba. Razen, če bi kakšno kolo morala delati, to pa ne bo. Kaj pravite, kolo ali petje? A ja, kolo. Vsi so bolj za kolo, kot za petje, o moj bog. Čakaj, kaj pa zdaj? Ostanimo pri... Aha. Pozor. Iskrene čestitke, Nuša Drinda! Hvala lepa. Maja, če želiš, pa lahko ostaneš, pa bomo skupaj zapeli. Aha. Okej. To je skladba, ki je že stara, v bistvu, že kar 20 let. Nad mestom spi, a se pretvarjam, da je ni. Kot slika brez okvirja, kot duša iz papirja, to noč mene ne boli. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot no srce zarile, besede tvoje za slovo. Srečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Ljubezen mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, a ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot no srce zarile, besede tvoje za slovo. Posrečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Srečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Kaj mi bo jutro, če ob meni te več ni? Ne ni treba, da me zbuja, naj pri miru me pusti. Ni me strah, da sem priznala, a ne bom nikdar ostala, da še vedno zate zbujam se. Posrečava se spet čez 20 let, v oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno
prepozno bo. A žal prepozno bo. Malo pa moram sam popraviti, ker vem, da ni tako okej. Iva Milovanoviča tamle je me to skladbo zaskrbelo dvoje. Maja, ali boš ti zahtevala zdaj dvojni honorar? In B, Saško, a boš ti tudi pel? Ja. Tako da, brez skrbi. Najlepša hvala fantastičnemu duetu, tega ni bilo v scenariju, dragi moji. Tega ni bilo. Tako da, bravo, Maja. Odlična. No in pač 20 let je povezano, skoraj 20 let je stara že tudi tale skladba, ki jo bom zdaj zapela. 2001 sem bila na Evroviziji in ja, zasedla 7. mesto in to je še vedno eno izmed boljših oziroma. Ampak ni pomembno to, pomembno je, da skladbo še vedno prepevam in da nam da eno tako energijo. In ta skladba je za vse športnike, da boste še naprej tako odlični. Meni res, zdaj vem, da to ni res, da vrag in angel sta v tebi kot iz nebes. To srce zdaj kot puščava je, osamljeno zdaj ljubite in čakate. Ne, ni res, no, zdaj vem, da to ni res, ko slikar narišeš popni do nebes. En sam pogled, več kot dovolj mi je, vem, brez tebe življenje trga se, zdaj prazno je. Vsaka bela rosa jutranja ima okus po tebi, zbuja me, zbuja. Z nasmehom žalost pereš mi z oči, po nežnosti se skriješ v moje dlani. Energy, I feel such energy. Rhythm runs right through me, I'm in ecstasy. Your caress, the sweetness on your lips, by the closer that I get, you're drifting away. Zdaj bi pa rada še vašo energijo začutila, a lahko ostanete malo? Prireditev je še dolga, fajn, da se malo razgibamo. Evo, roke gor! Energy! I feel such energy. Electric runs right through me. You're my destiny. Oh, my life is one big fantasy. Oh, and all I am is nothing to you. You're here with me. Energy. Hvala lepa. Pa smo že pri proglasitvi najboljše pri mlajših športnicah. Na oder vabim župana Nazarij Mateja Pečovnika. Konkurenca je bila letos izredno izenačena, dve odbojkarici in nogometašica, Maja Marolt, Ema Kranjc in Manca Suhovršnik. Odločale so, ne boste verjeli, malenkosti. Na koncu je zmagala nogometašica.
članica Ljubljanske Olimpije in mlade državne reprezentance, najboljša strelka in igralka, ki dobiva številne ponudbe priznanih klubov iz tujine. Na oder vabim Manco Suhovršnik. Iskrene čestitke, Manca, najlepša hvala. Pa smo spet pri glasbi. Glasove bodo tokrat združili mladi pevci iz osnovnih šol Ljubno in Luč ter člani Okteta Žetev. Zvonovi zapoju, sebi čutim novo moč, so svetlobe bo popila, nova žejna noč. Zvonovi zapoju. Starec klonje nad zemljo in pobušajo zakon, svoja hrama vodna njo, da začutil bi slovo, ko zvonovi zapoju. Končajo se poti, ko naenkrat jih več ni, ko si le še sam s seboj, ko se zgodi moje nocoj, ko zvonovi zapoju.
Hvala pevcem. Nadaljujemo s proglasitvijo najboljše mladih športnikov tudi v tej kategoriji. Izenačen boj prav do zadnjih dni glasovanja. Timi Jevšnik, Jernej Presečnik in Nejc Naraločnik so praktično tekli tako imenovani mrtvi tek. Na oder vabim župana Mozirja Ivana Suhovršnika. Ki bo podelil nagrado najboljšemu mlademu športniku za leto 2019. To je Nejc Naraločnik. Tamle prihaja. Nejc, tudi lani najboljši, se lahko pohvali s kar 3 domačimi mladinskimi naslovi v alpskem smučanju. V veleslalomu, super veleslalomu in smuku. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je osvojil 18. mesto v veleslalomu in 30. v smuku. Iskrene čestitke! Počasi, Nejc, počasi, tako. In spet smo pri glasbeni točki. Tokrat bodo glasove združili Nuša Derenda in člani Oktete Žetev. Poslušajmo. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, in zjutraj pod oknom pripelji cigare. Povej mi o sanjah, če tudi so grešni, zaupaj mi želje, tudi so smešne. Ne pravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, usoda je živa in mrtvi junaki naj še krepenijo, postaje in vlaki. napravi to zmeraj, bodi kot drugi. ljubezen ni reka, teče po strugi. Napravi to zopet, sreča ni neka, pride na poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti.
Zgornjo Savinjsko dolino vse bolj poznajo tudi kot gostiteljico manjših in večjih prireditev. Skoraj da ni kraja v dolini, kjer ne bi pripravili vsaj eno bolj odmevno prireditev. Kar posebej veseli tudi gledalcev je vse več, korak pred vsemi pa so seveda vse bolj svetovno odmevi skoki deklet za točke svetovnega pokala. Na oder vabim županjo Solčave Katarino Prelesnik. Županja nam bo pomagala pri podelitvi priznanj za najboljšega prireditelja. To priznanje pa dobi organizacijski odbor smučarskih skokov na Ljubnem. Zares imenitno so pripravili tekmovanje kot vselej in na odru je že njihov predstavnik, predsednik organizacijskega odbora Rajko Pintar. Da vas ne bo zeblo, gospod Rajko. V športu ni uspeha brez sloge in tovarištva. To velja tudi med glasbeniki. Veliki prijatelji so tudi člani domačega priljubljenega okteta Žetev. Fantje, izvolite.
hvala fantje, super je bilo to. In zdaj eden od vrhuncev letošnje prireditve. Zagotovo veste, da so iz naše doline na olimpijskih igrah nastopili doslej atleta Mihalinčeva in Acman, strelec Tiršek, ter skakalci Pikl, Debelak in Zajc. In naš prav posebni gost danes je najuspešnejši olimpijec iz Zgornje Savinjske, nosilec srebrne in bronaste medalje z olimpijskih iger leta 1988 v Calgaryju, Matjaž Debelak. Prisrčno pozdravljeni v naši družbi, gospod Debelak, gromak aplavz ste doživeli. Če imeli kakšen kuli seboj, bi podelili koliko avtogramov, kar precej, kaj ne da? Ja, če sem domov prišel, pa sem bolj malo doma. Kar obdržite mikrofon, še kar nekaj vprašanj imamo za vas. Mi, ki nismo ravno vaši sosedi, povejte nam, kje ste, kaj počnete? Jaz zdaj uživam, tukaj le proglasitev najboljši športniki iz Zgornje Savinjske doline. Vidim, da za moje naslednike se ni zabat, tako da Savinjska bo še dolg cajta lepo predstavljena v svetu. Gospod Debelak, medalja leta 1988, kar nekaj intervjujev sem prebral z vami v zadnjem obdobju, pa pravite, da nimate nekega odnosa do teh kolan, jih ne zloščite enkrat na leto, jih nimate nekje na uglednem mestu. Slišal sem, da nekje ležijo tam v omari, a to drži? Ne vem. Sploh ne veste, kje jih imate? Ja, vsake dolg cajta nekjer spomne, tako da vem, kje so. Če ne pa poišemo. Mi se vselej zelo nostalgično spomnimo tistih trenutkov, vi tudi? Glejte, zmerom večkrat se spomnim, mogoče imam tako srečo, da smolo, da prijem s takimi ljudmi skupaj, ko me spomnejo na to. Takrat so bili lepi časi, dosti sem naredil, dosti sem skusil, da sem prišel do tega. Življenje me je to do tega pripeljalo in lepo je bilo. Fantastično je bilo, ne lepo, fantastično. To mi povejte, nikdar pa vas ni zamikalo, da bi potem resno ostali še v tem športu? Zares resno? Glejte, jaz sem bil skozi na cesti, pokazal sem, da lahko nekaj dosežem. To me je zmeraj naprej vlekel, čeprav sem dvakrat skoraj obupal. Najprej pred olimpijado, ko je bila v Sarajevu, bil sem v ekipi, pa sem se sred Brasloč potolkal. Pa je šlo mimo, pravzaprav najprej že prej. Že prej? Že prej sem padel v Ljubljani. Ta Ljubljana. In sem bil en dan v nezavesti, zbudil sem se za rojsten dan v gipsu do sem, sam glava je bila zunaj, pa me spet naprej potegnili. Čez dve leta sem rekel, tako mi je bilo spet dan, da sem prišel spet na tiste svoje pote in prišel sem v A reprezentanco, zelo dobro mi je kazal, sred Braslu sem se potolkal in je bilo konc olimpijskih iger v Sarajevu. Takrat sem bil ta drugi štok obupan, da sem hotel nehati, pa nisem dolgo zdržal. Šel sem v vojakih, pri vojakih sem videl, da sem bom bolj skozi prišel, če bom kaj začel trenirati in dosti sem treniral. Pri dostih hišah sem spal, na dostih pečih sem spal, pa sem spet prišel v reprezentanco s tistimi skoki na velikanki v Planic, ko sem takrat skočil državni rekord ali pa tretji rezultat do takrat, ko je bil dosežen naslednji vete. No, takrat se je pa začel sem se začel zavedati, da lahko tudi nekaj dosežem, zato sem pa tudi zelo dosti vložil v to. In ne sam jaz, tudi cela Savinjska dolina je živela takrat se še ni vedel, da za moj rezultat, ampak cela Savinjska dolina je živela za skoke. In bilo je prav fajn.
No, jaz sem imel to srečo, da sem imel ljudi okrog sebe, ko so me znali voditi, znal si jih tudi sam poiskati, moje predhodnike in marsikak na svet mi je zelo prav prišel na moji športni poti in to sem znal združiti glih na olimpijskih igrah. Fantastično. Veste, če se jaz spomnim iz tistih olimpijskih iger? Vi ste bili dijak srednje gradbene šole v Mariboru, drži? Ja. Tudi jaz. In ko smo naslednji dan prišli v šolo, oziroma čez par dni, je ne spomnim se, kateri profesor dejal, Matjaž Debelak je bil dijak te šole. Če ne boste znali bajt zidat, lahko greste pa skakat. In nam se vsem zdelo fantastično. Še to! Tisti cajti so bili lepi, ja. Ni bilo hriba, ko ga ne bi preletel ali pa preskakal gor. Aha. In fantastičen je bil sprejem v Braslovčah. Kdo je bil na sprejemu v Braslovčah? Še kdo? Še kdo? Gospod, pridite v našo družbo, lepo prosim. Ja, v zeleni majici. Vi. A imate kakšno fotografijo iz tistih časov? Danes velja, če ni selfija, niste bili tam. Tega ni. Aha. Samo trenutek, gospod Debelak. Se nam predstavite na kratko? Igor Sajovic. Igor, kako je bilo v Braslovčah? Lepo. Ogromno ljudi. Še kaj? Jih ne gre več. Muzika? Ja, muzika, vse je bilo. Najboljše, kar se je daj v Braslovčah zgodilo. Res. Gospod Debelak je dal za pijačo? Ja, to pa ne meni, ne osebno takrat, ampak verjetno pa, ne? Ste naredili kakšno fotografijo takrat? Ne. Ne? To se ni tako fotkal. Ja, so fotografije, sem jaz ne. A imate kakšno fotografijo z gospodom Debelakom? Ne, to skupaj verjetno. Ne, pa primite hudiča, zdaj bo pa to naredili eno. Ja, kar zdajle, seveda. A ste veseli, da ste z gospodom Debelakom? A ste veseli? Potem se pa nasmejte. Pošljem takoj kasneje. Najlepša hvala. Gospod Debelak, kar ostanite v naši družbi. Res veliko ljudi v dolini, ki si zaslužijo, da dobijo priznanje za dolgoletno volontersko delo na področju tekmovalnega športa in rekreacije. Komisija je tudi tokrat imela zahtevno delo. Večkrat so dolgo tehtali predloge in se na koncu odločili za gospoda Tomaža Križnika. Priznanje bo podelil Matjaž Debelak. Po žilah Tomaža Križnika teče košarkarska kri. Začel je kot kratkohlačnik pri klubu Glin, kmalu postal tehnični vodja, edini košarkarski sodnik in delegat v dolini in še. V začetku 80-ih let je bil eden od ustanoviteljev športnega društva Vrbovec Nazarje. Razumljivo, starejši brat Božo je bil predsednik, Tomaž pa tajnik. Kasneje je tudi on napredoval v predsednika. Leta 2001 so v Nazarjah ustanovili nov klub in seveda spet je imel prste vmes Tomaž. Opustil je sojenje in delegatske naloge in se popolnoma posvetil klubu. Tomaž ni bil samo ustanovitelj kluba in funkcionar, temveč v pravem pomenu oče in mati v klubu, deklica za vse. Pogostokrat so pomoč in nasvet pri njemu iskali tako igralci kot starši, bil je po potrebi ekonom, zapisnikar, sodnik, prevoznik, praktično ni manjkal na nobeni tekmi. 18 let je delal v klubu dobesedno noč in dan. Trenutno je tehnični direktor kluba, odmev naziv funkcije, v realnosti pa počne vse, kar je v korist fantov, ki jih ima neizmerno rad. In prav dolgoletna ljubezen do športa in uspešno delo sta poglavitna razloga za letošnje priznanje za življenjsko delo. Najlepša hvala obema in seveda iskrene čestitke.
Nadaljujemo s priznanji. Zdaj so na vrsti najboljše športnice. Tudi v tej kategoriji izjemna konkurenca. Alpska smučarka Tina Robnik, gorska kolesarka Hrastnikova in atletina Mihalinčeva so se borile za raskavi naslov za leto 2019. Same šampionke. Ta simpatična dekleta imajo nekaj skupnega. Super športnice in na žalost so skupne tudi poškodbe. Robnikova je spustila večji del lanske sezone, Hrastnikova bi lahko marsikaj povedala, kako se počuti športnica, ko je poškodovana. Mihalinčeva pa je surovost poškodbe občutila lani. Na oder vabim župana Ljubnega Franja Naraločnika. Najboljša športnica Zgornje Savinjske za leto 2019 je, kakšno presenečenje, Maja Mihalinec. Maja Mihalinec je najhitrejša Slovenka, prvakinja države na 60, 100 in 200 metrov. Še več, 12. na svetovnem prvenstvu v Dohi z novim osebnim rekordom na 200 metrov 22:78. Sami krasni dosežki. Maja, stopite kar k meni, zdaj pride ta težji del. Najprej čisto drugačno vprašanje športnega novinarja. Kakšni so vaši občutki? Fenomenalni. To je to, kar dobimo novinarji, tako kratek odgovor. Po tekmi ponavadi ja, takrat sem malo bolj zadihana. Ne vem, nikoli ne dobim kakšne minute, da se malo nadiham. Se vem, da sem 200 tečem, sam tudi to se zmatram. Fantastično leto je za vami. Izjemni nastopi, seveda s krono na svetovnem prvenstvu. 12. na svetu, 5. med Evropejkami. Vi ocenjujete ta vaš nastop z 10, bi si dali manj, povejte odkrito. Ne, čista 10 ni bila. Ni? Ne. Za 10 bi morali teči državni rekord, še kaj več? Ja, to sigurno. Pa mogoče še malo hitreje od državnega rekorda, ampak na toliko veliki tekmi, kot je svetovno prvenstvo, je pač to zelo težko dosežno, res se mora vse poklopiti in zato verjamem, da pač nisem še pokazala svojega maksimuma in upam, da letos mogoče. Ja, nam je všeč, da ste prihranili to za leto 2020 in olimpijske igre v Tokiu. Ja. In na Japonskem spet polfinale? Ja, to je sigurno cilj. Zdaj po 12. mestu definitivno si želimo polfinale in pa tam pač teč najhitreje, kar se bo dalo in kamor me bo to pač poneslo, jaz ciljem na čim višje. Odlično. So to sanje, da bi imeli Slovenci tudi finalistko olimpijskih iger ali ne? Ja, to so sanje, sigurno. Jaz mislim, da je to lahko tudi dosegljivo, ampak na toliko veliki tekmi ni vse odvisno samo od mene. Jaz bom dala vse od sebe, ampak tam so tudi druge punce z enakim ciljem in vse se bomo borile samo za 8 mest in verjamem, da bo boj trd. Še eno tekmovanje prihodnje leto, če se ne motim, po olimpijskih igrah Evropsko prvenstvo. Dejal sem že, 5. Evropejka zadnjega svetovnega prvenstva. Kako se boste osredotočali? Bo pozornost posvečena tudi Evropskemu prvenstvu, če ja, v kolikšni meri? Ja, sigurno bo. Mislim, olimpijske igre so definitivno vrhunec te sezone. Verjamem, da za vsakega športnika, ampak za mene, za evropsko šprinterko je definitivno tudi Evropsko prvenstvo zelo zanimivo, ker bom tam verjetno, mislim, sigurno še bolj konkurenčna kot pa na olimpijskih igrah, tako da jaz se bom pripravljala za obe te tekme. Točno na katero bomo dali največ poudarka glede samega temperanja forme še ne vem, to se bom s trenerjem še odločila, ko bomo malo videla tudi, kako grejo priprave, ampak sigurno bom tudi v Tokiu najbolj pripravljena. Privoščimo vam fantastičen nastop v Tokiu. Jaz vem, da vi
da vi o tem še niste obveščeni, ampak vi imate prihodnje leto še eno veliko in zelo pomembno tekmo. Namreč 5 županov Zgornje Savinjske, enega imamo tukaj, ostali 4 lahko ostanete, samo ostanite, da vas vidimo. 1, 2, 3, 4, kar poglejte si jih. Veste, kaj pravijo? Lahko je premagovati tamle tiste Čehinje, pa Poljakinje, pa Afričanke, pa kakšno Američanko. A lahko Savinjčana premaga, se sprašujejo. In pravijo takole, poslušajte, tek na 200 metrov, njim daste 50 metrov fore in vsak od njih štafetno odteče 30 metrov. 30, 30, 30, 30, 30, 50 imajo fore in pride do konca. Pravijo, da nimate šans. Sam če leti, rikver zaveza ni hoči. Pravijo, da nimate šans. Govorite jim kar takoj pogumno. Ja, jaz bi to rada videla, no. Jaz sem pripravljena, ko boste vi pripravljeni, jaz sem za. Ampak tukaj pa ne popuščajo, termin je po njihovem izboru začetek oktobra. Zakaj? Da do decembrske prireditve Športnik Zgornja Savinjska vsi okrevajo po poškodbah. Športnica Zgornje Savinjske 2019, Maja Mihalinec! Nuša tokrat Savinjsko ni prišla počivati, sijajna kariera, številni hiti in povsod priljubljena, tudi v Savinjski. Nuša, izvoli. Mislim, da je čas tudi za kakšno zimzeleno. In tukaj za vas Poletna noč. Poletna noč, bila je najin dom, vse stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih pik, zvestne broj za luč. Brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev žar strasti, vse mine vse, ostane pest poznan in vrgilišče sam. Spominov sto za stare dni. Pridi kdaj po me z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč, pogled in nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj živiva, srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Sedam za eno noč. A mi lahko tudi pomagate? Pridi kdaj. Bova ljubila se vso noč, pridi kdaj, po nasmeh in poljub. Vsak zase zdaj, živiva, srečna sva, samo na videz kdaj, kot vsi ljudje, mlada kot prej. Hvala lepa.
Moramo obnoviti še tele naše lepe stare slovenske popevke in tukaj je še ena, kar lahko vsi zraven zapojete. Ne čakaj na maj. Lahko malo pomagate, ja? In tako in tako. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Tukaj v ozadju slišite Big Band RTV Slovenija. Žal jih ni z mano danes. No, zdaj pa spet vsi skupaj. A bomo? Pripravljeni? 3, 4. Ne čakaj. Le kaj ti bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožniti cveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zeleni trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubav. Čakala bi na... Hvala lepa. Ivo, kaj bomo pa midva zapela? Vse lepo se enkrat neha, ampak Nuša bo še nastopila. S čim nadaljujemo? Hvala, Nuša. Nadaljujemo pa zadnjo proglasitvijo. Na vrsti je podelitev priznanj najboljšemu športniku. Priznati moramo, da tokrat tej kategoriji zmagovalec ni bil vprašljiv. Praktično vsi, ki so glasovali na spletu ali v Savinjskih novicah, so na prvo mesto postavili mladega, vendar uspešnega smučarskega skakalca. Na oder pa vabim župana Luč, Cirila Rosca in Timja Zajca. Gremo še enkrat, športnik Savinjske, Timi Zajc. Vnovič kralj Zgornje Savinjske, čestitke, predlani najboljši pri mladih, lani in letos pri članih, kar semle, a pridete med naju? Tako. Maja, prevzameš, ker potreboval bo roke. Prevzamem. Ste pričakovali, da boste vnovič najboljši? Odkrito, povejte. V bistvu nisem kaj dosti delal na to, nisem jih veliko razmišljal, ampak sem vesel, da sem. To je ena izmed najprestižnejših nagrad v svetu športa. Kaj se pa smijite? Na prvem mestu so uspehi v
športu, potem pa tisto, kar si si prislužil. Res, in prislužili ste si. Predvsem prvi del leta je bil odličen. Vi ste zadovoljni do kdaj? Do srede decembra s tem, kar je bilo lani, ne da? Do decembra sem lahko, pa tudi tisto, kar se je dogajalo okoli novega leta, sem lahko, ostalo je pa bo za pozabiti. Potem ostalo naj ne sprašujem raje. Ni potrebe. V redu. Najmlajši ste v reprezentanci še vedno. Kako vas tretirajo? Še vedno nosite torbe, vas pošiljajo po vodo? Kako je s tem? Ali ste že s temi uspehi si izborili mesto višje? V bistvu tega ni več toliko, koliko je bilo, no. Seveda, kako obveznost še imaš. Kakšno, da slišimo? V bistvu, če treba kaj nesti ali pa če treba kaj narediti. Kdo ukaže? Ta star prevc? Kar celotna ekipa je proti temu, da ponavadi je najmlajši izbran za kakšno delo. A se naslajajo potem ob tem? V bistvu sej po eni strani sem vesel, da zdaj moram mesto delati, sej čez par let, ko bo pa kjer nov mlad pršel, bom pa tudi jaz lahko na mlajše predstavljal. Ta del okoli novega leta, kar se tiče vaših skakalnih predstav, bomo pozabili, kaj pa lahko pričakujemo v 2020, ker še nekaj tekem je odkrito, vaši cilji so kakšni? Zaenkrat je moj edini cilj, da prijem čim prej nazaj v formo, pa da iz te sezone še izvlečem, kar se da. Zdaj pa bi vas prosil, vi ves čas govorite o občutkih, da ne najdem občutke, našel sem te občutke. Nam pa se sploh sanja ne o teh občutkih nič. A nam zdaj malce pomagate, prosim. Maja, pomagaj mi, prosim. Vaša najljubša Timi skakalnica je katera? Planica. Planica. In zdaj sva midva na planiški rampi. Tako. A vidite spodaj publiko, jo slišite, povejte odkrito o občutkih. Kaj se takrat dogaja, povejte. V bistvu, ko se enkrat dosedeš na rampo, ne vidiš publike. Pa če je spodaj 50 000 ljudi, ne vidite in vsi vpijejo Timi. Nekako se ne zavedaš, no. V bistvu v tistem trenutku samo vidiš trenerja, ko ti da znak, potem pa se nekako pozavestno narediš. Ok, zelena luč, trener je zamahnil, midva sva tako. Dajva, sva. Ja. Blizu 100 gre, a ne da? Okrog 6 že brije. A vi kaj razmišljate ali ne? Ja, zdaj se treba pa že odriniti. Aha. Ampak, kako veste, veste koliko 5 metrov, 9, 12 metrov, koliko je še do mize, povejte? To veste, čutite, kako je s tem? Ja, se vidiš v bistvu konc mize. A če gre 100 na uro, Timi? Ja, kako sekundo prej se moraš odločiti, da boš na konc mize odskočil. Aha, hop, in sva v zraku. Midva sva v zraku. Kdaj ugotovite, da bo šlo daleč? Ali pa da ste ga polomili? Ja, v bistvu takoj za tem, ko odskočiš. Takoj? Takoj čutite, da nekaj ni v redu? Ja, v bistvu se, če je odskok, če naredi zelo dober, veš, da dobiš tisto pravo višino in veš, da bo skočil daleč. Dobro, greva najprej scenarij B, odskok ni bil najboljši, preklinjate v zraku? V bistvu zelo redko, ampak če samo na treningu. Aha. Zdaj pa občutek je dober. Malce pomahate z roko, tole ne pomigate. In vidite, kaj vidite spodaj? Že tiste smrečice? Ja, v bistvu vidiš tisto zadnjo rdečo črto. Zelene vi ne vidite? Tudi na nekaterih skakalnicah. Aha. In zdaj, kako visoko ste, kje je tisto občutek, zdaj pa je treba se spustiti? V bistvu zmeri vlečeš čim delno. Aha. Kdaj se odločite za telemark? Ja, preden si na tleh, a ne? Dajva, hop, hop. Ni še konec. In potem so tam rumenjače, kot pravi stare, gre visoko, in potem so tam ocene in en Avstrijc vam prisoli 17,5. Ha? Kaj rečete? Ja, v bistvu, če... Vsi pa 18 vam dajo, pa pol en celo. Vsi ne morajo biti enotni, tako je zelo redko, ampak če prevzameš vodstvo oziroma si prvi, je vse za tiste ocene. Aha, kako prijazni ste vi, tašča vas ima rada?
Najboljši športnik Zgornje Savinjske za 2019, skakalec Timi Zajc. Še za fotografa, najlepša hvala in še enkrat čestitke. Zdaj midva in vi vsi veste vse o občutkih. Ja, in se počasi bližamo koncu. Seveda ne gre brez glasbe. Nuša Derenda rada zapoje z najmlajšimi. Kako je slišati priljubljeno pevko in učence v osnovni šoli iz Lučin Ljubnega, ki jih vodi Mitja Venišnik. Najmanjša med najmanjšimi. Kako so veseli zdaj, ko sem najmanjša. Dan kot otroška dlan, san ne pusti več stran, vsa na utrip srca. Glej, ulica igra, človek se človeku eno zdi, ko nasmej združuje, kar drobi ga in deli. Sanje vidno mlade, padle so vse pregrade, starih dni vse se budi. Na ulicah opaja vse ljudi, vsak očeh trepiče, zavedno naj živi moja sosedska. Nihče nas ne deli na revne in bogate, za dobre vse ljudi, za ulice in trate, zavedno naj živi. Ko ne boš več sam, dlan si glavo v dlan, vse soncu se odpre. Glej in vsem pove, človek se človeku eno zdi, ko nasmej združuje, kam drobi ga in deli. Sanje vidno mlade, padle so vse pregrade, starih dni vse se budi. Na ulicah gori, ljubezen soju sreče, opaja vse ljudi, vsak očeh trepiče, zavedno naj živi moja sosedska. Kot otroška dlan, san ne pusti več stran. Hvala lepa, super ste. Preden se zares poslovimo, nama dovolite, da se v imenu organizacijskega odbora, ki ga vodi Ivo Milovanovič, zahvalimo za sodelovanje županjama in županom ter podjetjem pokroviteljem. Posebna zahvala članom komisije, Primožu Jelšniku, Franju Pukartu, Jožetu Jelenu, Rajku Rudniku, Rajku Pintarju, Tomažu Pečovniku,
Tomiju Stankoviču in Viliju Krancu. Hvaležni smo tajniku občine Luče Klavdiju Strmčniku, ravnateljici osnovne šole Blaža Arniča Andreji Urh, ravnatelju osnovne šole Ljubno Samu Kramerju, vodji protokola Heleni Žagar, cvetličarni Emi iz Polzele in še številnim drugim, ki so pomagali, da smo izpeljali tudi 4. prireditev Športnik Zgornje Savinjske. Seveda velika hvala nastopajočim, hvala športnikom za imenitne uspehe. In seveda iskreno, iz srca, najlepša hvala vam, dragi obiskovalke in obiskovalci. Verjamemo, da bomo živi in zdravi in da se vidimo na 5. prireditvi prihodnje leto. Če nas bodo sprejeli, bomo v Nazarjah. Nasvidenje! Nasvidenje! Zdaj boš pa tudi ti zapel. Zdaj pa lahko, ne da? Preden uidejo. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Sveči za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel.